Konec septembra so v Portorožu potekali 22. tradicionalni dnevi zaposlitvene in poklicne rehabilitacije 2023. Reha dnevi. Reha dneve, ki so namenjeni izobraževanju za boljše zaposlovanje invalidov in boljšo dostopnost, sta letos spremljali glavni temi, in sicer večja zaposljivost invalidov zaradi boljšega izobraževanja in novosti na področju dostopnosti. Prepričan sem, da bomo seveda vse izkušnje, ki jih bomo pri tem dobili, seveda lahko s pridom uporabili in dejansko zagotavljali, da bo večja dostopnost tudi za invalide pri strokovnem izobraževanju. Glede izobraževanja je bilo izpostavljenih kar nekaj novosti. Na področju invalidskega zavarovanja in zaposlovanja pa letos ni bilo večjih sprememb. Trenutne ugodne razmere na področju zaposlovanja se poznajo tudi pri invalidih, saj je brezposelnost invalidov letos za 12% nižja kot lani. Od leta 2022 je ponovno invalidnina za telesno okvaro za vse vzroke nastanka invalidnosti, se pravi tudi za gluhe in naglušne. Jih je tudi dobijo invalidnino za telesno okvaro, odvisno od stopnje prizadetosti, in je potem tudi možno dobiti prišteto dobo zaradi posebnih okoliščin, kjer so tudi vključeni, jasno tudi od stopnje telesne okvare oziroma kategorije gluhote. Gluhi in naglušne invalidi so upravičeni do enakih spodbud in podpor kot ostali invalidi, tako da se pač lahko v skladu z zakonom zaposlitvene rehabilitacije vključujejo v te ukrepe, ki jih zagotavljamo tudi ostalim. Tudi glede na številko, ta kategorija invalidov ne predstavlja ravno velikega števila. Trenutno je vseh brezposelnih invalidov 8017 in teh, ki so pač z okvaro sluha naglušni, gluhi, jih je nekaj čez 300. Osrednji dogodek Reha dni je bila podelitev nagrad delodajalcem za dobro prakso pri zaposlovanju invalidov v letu 2022. Nagrade so prejeli Društvo gluhih in naglušnih Pomurje, Murska Sobota, Spar Slovenija d.o.o., Bodočnost Maribor d.o.o. in Korenika, Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb. Kar se tiče nagrade Invalidom prijazno podjetje, mi jo preprosto tako imenujemo oziroma priznanje. Letošnji izbor je bil težji zaradi tega, ker je v posameznih skupinah bilo pri več prijaviteljev, ki so seveda vsi izpolnjevali pogoje, in je bilo treba dodatno videti po odtenkih, kje so seveda rezultati lahko boljši. Nagrada nismo pričakovali, dobili smo jo, zato smo toliko bolj veseli te nagrade. Delamo res na, kako bi rekel, prepoznavnosti društva, in ena od prepoznavnosti društva je tudi to, da zaposlujemo, če so brezposelni gluhi naglušni, svoje člane, in če tega ni, pol zaposlujemo tudi, dajemo možnost tudi drugim invalidom. Zaposlujemo zgolj invalide. Naj povem, da ta praksa zaposlovanja v javnih delih preko drugih oblik zaposlovanja poteka že od 2001 in smo eden od prvih, pa dolgo časa prvi zaposlovalec v javnih del od naših društev po celi Sloveniji. Marko Mikulin je predaval o svoji izkušnji glede poslovne poti, na katero je stopil s pomočjo zaposlitvene rehabilitacije, v katero se je vključil leta 2015.
Najprej se je usposabljal na področju marketinga in spoznal, da mu delo ne ustreza in da tudi delovna orodja slepim in slabovidnim niso dostopna. Potem se je odločil za študij in se dodatno izobrazil na področju svetovalnega dela. S pomočjo zaposlitvene rehabilitacije je stopil na samostojno pot. Cilj sinteze je, da se profesionaliziram na področju svetovalnega dela z ljudmi in potem tudi imel usposabljanje delovno mesto pri organizaciji ravno z tega področja. In meni je bilo to mentorstvo, študij dejansko izjemno pomoč za to, da sem lahko vstopil potem na samostojno pot leta 2022 in trenutno delam pa individualno z otroci, mladostniki, odraslimi. V planu pa imam tudi delo v manjših skupinah, delavnice, predavanja. Pravica do zaposlitve in dela je ena temeljnih človeških pravic v vseh sodobnih družbah. Invalidi se glede te pravice soočajo s težjimi okoliščinami kot drugi. Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija sta tisti, ki poskrbita, da se tudi lažje vključujejo na trg dela. Dejansko jaz bi priporočil vsakemu, ki je na tej križišču v življenju, da izkoristi to možnost, ki jo ponuja država zaradi finančne podpore na začetku poslovne poti, podpore na vseh ravneh in tudi tako dejansko, da lahko se poskusimo na različnih delovnih mestih.